Močvirske trave, šibje in druge materiale, ki jih najde v naravi, Mateja Kavčič spleta, prepleta, oblikuje in umešča v galerijski prostor. V tramovju podstrešja okroglega stolpa gradu Reichenburg predstavlja drevo. Že pred leti me je na gradu Reichenburg nagovorilo to ostrešje. Samo po sebi mi je bilo zelo všeč in impozantno s tem tramovjem. In že takrat me je spominjalo na drevo. V resnici. Zdelo se mi je potem, ko sem se dogovorila za razstavo, da je logično, da nadaljujem to misel oziroma kar me je samo nagovorilo in da nadgradim v neko svoje drevo. Bi lahko rekli v tem trenutku, ko se srečujemo s pandemijo, ki je dala pospešek vsem tem hitrostim, s katerim se spopadamo ljudje v tej dobi, bi lahko rekli, da so te razstave zelo trendovske, kajti Mateja z njimi na drugačen način umerja čas in prostor in tudi, ko vstopimo v njene razstave, kljub temu, da nismo v naravnem prostoru, to naravo začutimo. S predmeti, ki jih je umestila v podstrešno konstrukcijo okroglega stolpa, je avtorica vnesla naravo v vseh njenih razsežnostih. In ob tem, ko opazujemo tudi to njeno instalacijo, zaznamo drugačen utrip časa. In to se mi zdi tudi ena taka velika pridobitev te razstave in eno veliko darilo, ki ga dejansko umetnica daje obiskovalcem, ki pridejo v teh dneh na grad Reichenburg in vstopijo tudi v ta razstavni prostor. Ko sem se lotila te razstave, recimo nisem niti pomislila, da bom mogla dobesedno splezati milijonkrat na to drevo, medtem ko sem obešala te šope trav in se mi zdi, da je potem da se ta vztrajnost in to dolgotrajen proces, da je vsebinsko utrdil koncept in mu dal težo in mislim, da tudi moč. Avtorica materiale nabira v okolici svojega doma v Škofji Loki in na mokriščih v Kostanjevici na Krki, v bližini galerije Božidar Jakac, kjer ima zadnja leta svoj začasni delovni prostor oziroma odprti atelje. Trave so precej so precej voluminozne takrat, ko jih ona odreže v tem močvirju oziroma na tem mokrišču ob samostanu in potem jih zveže v šopek. Ko se trave usušijo, jih je treba večkrat prevezati zaradi tega, da sploh ostanejo v šopku. No in potem po dva poveže skupaj in jih potem položi preko tramov. Mateja Kavčič je za tokratno postavitev uporabila več kot 1800 šopkov trav. Razstava je sicer nastala iz materialov, ki jih je uporabila že v prejšnjih postavitvah. V bistvu sem uporabila ves material, ki sem ga imela razstavljenega iz prejšnjih 3 razstav. Seveda je bilo potreba dodati v tem prostoru, ker je tako visok in širok, še skoraj enkrat toliko sem pa na novo naredila. Se mi zdi, da ko materiale postaviš v drug prostor, v drug kontekst, da nastane nekaj novega. Poleg tega so ti materiali itak menljivi in se mi zdi, da je ta reciklaža in naraven del pri postavljanju novih zamisli. Razstava je na ogled še do konca tedna.